Čau, dobrodošli v že 10. epizodi podcasta Seks v pisarni by Svet užitka. Jaz sem Daša in ker je to 10. epizoda, bomo danes govorili o analnem seksu. Torej, kot je normalno že zame, ko ste se že navadili, najprej bomo analni seks definirali, potem bomo razbijali mite in seveda bom podala tudi nekaj nasvetov in tako dalje. Zdaj, glede analnega seksa bi rada povedala še, da na našem YouTube kanalu res najdete ogromno videov, ki sta jih posneli Lucija in Eva. Govorita o različnih analnih igračkah, kako jih uporabljati, analnem tušu in vsem, kar moraš vedeti. Zato bom probala v tej epizodi povedati stvari, ki jih one dve morda še nista povedali oziroma se probala ne ponavljati. Tako da ja, obvezno prečekirati naš blog in naš YouTube kanal, kjer je že res veliko tem o analnem seksu. Zdaj, kako boš te posnetke najlažje najdla, tako da greš na naš YouTube kanal, daš tisto povečevalno steklo in not napišeš anal in daš enter. In potem ti bo najdlo razne igračke in nasvete, ki so že posneti. Gremo začeti s tem, da definiramo, kaj je to analni seks. Zdaj, seveda, kot vse stvari, analni seks različni ljudje različno definirajo, ampak nekako je to spolna aktivnost, pri kateri pride do penetracije anusa. Če ste si pogledali epizodo o oralnem seksu, sem tam povedala, da je tudi oralni seks, tako da, ker je tudi oralni seks, v analni seks spada tudi analingus. Kaj še spada? Jezik, prsti in igračke. Vse to je v bistvu analni seks. Zdaj, analni seks je še vedno neka taka tabu tema, sicer ne tako kot včasih, ampak je še vedno bolj stigmatiziran in v ljudeh obuja neke občutke, nekega sramu, nelagodja, kakorkoli že, in v bistvu se mi zdi, da smo naredili že lep napredek k temu, da se to neha in da se analni seks sprejme in v njem uživa, ker kot bom povedala v nadaljevanju, lahko prinaša res ogromno užitkov in popolnoma drugo vrsto orgazmov. Točno tako, kot sem zdaj povedala. Kje je sploh poanta o analnem seksu? Če že vzbuja in če je že toliko stigmatiziran in če vzbuja sram in tako dalje, točno v užitku. Anus, ne glede na spol, je poln žičnih končičev, ki je bogat vir užitkov. In zato igranje s tem in stimulacija anusa in penetracija anusa pašejo. Gremo še čisto na začetek na slovarček, da mogoče vemo, kaj je kaj. Zdaj, rektum je zadnji del debelega črevesa, ki je najbližje anusu. Anus je pa odprtina danke zunaj telesa. Na ekran bom dala slike za tiste, ki gledate. Analni sfinkter je pa tanka okrogla mišica okrog analnega kanala, ki pomaga vzdrževati zaužitev in nadzor nad črevesjem. Spomnite se besedo zaužitev, ker s tem je povezan en mit, torej, da če prakticiraš analni seks, bo težje zadrževati blato in bomo to potem pogledali, če je to mit ali resnica. Zdaj, gremo začeti s tem, kaj moraš vedeti. Ker sem jaz in sem tako začela že nekaj epizod, bom najprej povedala nevarnosti. Zdaj, nevarnosti bojo zvenele ful strašno, grdo in mogoče celo odbijajoče, ampak se mi zdi prav, da jih povem in da povem, kako jih preprečimo, ni tako težko in se da enostavno preprečiti vse to, kar bom zdaj rekla. Torej, najprej moraš vedeti, da če hočeš dodati analni seks, to je nekoliko bolj drugačna oblika seksa kot vse ostale, zato mora biti pri analnemu seksu varnost tvoja prioriteta. To pa zato, ker, kot sem že rekla, je malo drugačno in je dejansko malo bolj tvegana oblika seksa kot vse ostale. Zdaj, zakaj? Zato, ker je v anusu koža zelo občutljiva in ker je anus tesen. Zato je tveganje, da bi nastale majhne kožne raztrganine večje. Zdaj, te raztrganine same po sebi pa predstavljajo nevarnost, da se preko njih lahko prenašajo spolno prenosljive okužbe. Prav tako pa poleg spolno prenosljivih okužb se lahko preko teh raztrganin prenašajo tudi druge vrste okužbe in bakterije, kot so na primer okužbe sečil ali pa bolezni prebavil. Da
poudarim, da je analni seks res nekoliko bolj drugačna oblika seksa od ostalih, bi rada povedala, da je pri ženskah tveganje za okužbo s spolno prenosljivimi boleznimi pri analnem seksu 17-krat večja kot pri vaginalnem. Zdaj, kot sem že rekla, če damo to, če povemo te nevarnosti, ki se mi zdi prav, da jih povemo, seveda to zveni absolutno grozno, ampak res se da to zelo enostavno preprečiti. Samo nekaj priprave rabiš in rabiš iti počasi, tako kot se bomo pogovarjali v tej epizodi, in ti sploh ni treba za nič skrbeti. Torej, za zaključek tega uvodnega dela, če poskrbiš za varnost, ne rabiš žrtvovati svojih užitkov. Torej, gremo kar na nasvete, kako se v bistvu vsega skupaj lotiti in kako brezskrbno uživati v analnem seksu. Moj prvi nasvet, ki je velikokrat moj prvi nasvet in ga res poudarjam jaz, Lucija, vsi, je to, da je lubrikant na prvem mestu. Torej, kot sem že povedala v epizodi oralnega seksa, je razlika med anusom in vagina ta, da se anus sam ne more navlažiti, ne glede na to, koliko smo vzburjeni. In zato je pri analnem seksu lubrikant tvoj najboljši prijatelj. In vedno poudarjamo to, da lubrikanta moraš vedno uporabiti več, kot misliš, da ga rabiš. In ko misliš, da si ga dal dovolj, ga dej še čisto malo. Torej, pri analnem seksu bi rada povedala o lubrikantih še to, verjetno že veste, ampak dajmo še enkrat, da obstajajo prav lubrikanti, ki so narejeni zgolj in samo za analni seks, zato ker so gostejši in ostanejo in pač ponujajo bolj dolgotrajno drsenje. Za analni seks bi priporočala jaz tudi uporabo silikonskega lubrikanta, ampak pri silikonskih lubrikantih je treba biti pozoren na to, da jih ne kombiniraš s silikonskimi igračkami, ker lahko uničijo igračke. Na tej točki, ne vem, če sem kdaj povedala v podcastu, je to, da če vas zanima uporaba silikonskega lubrikanta, ki pač zdrži več in bi jo radi uporabljali z igračkami, obstaja dejansko znamka EasyGlide, ki je prva naredila formulo silikonskega lubrikanta, ki ga lahko kombiniraš po imenu proizvajalca z kvalitetnimi silikonskimi igračkami. Tako da je za probati. Če ti pa ni panike, da boš lubrikant nanašal večkrat in da ga boš zato uporabil več, ampak da bo vseeno kul, pa lahko uporabiš tudi lubrikant na vodni osnovi. Ker ti lubrikant omogoča lažje drsenje in lažje prodiranje, ti bo zmanjšal tole nevarnost raztrganin, kar bo posledično zmanjšalo tudi možnost za okužbe, o tem, kar sem govorila prej. Torej, z lubrikantom ne šparaj, nanesi ga večkrat, ker ga nikoli ni preveč. Preden zaključim z lubrikanti, bi rada dodala še to, da obstajajo lubrikanti, ki dajajo občutek omrtvičenja. In jaz vem, da na začetku, ko analni seks še zveni strašno, to zveni zelo mamljivo, ampak bi na tej točki dodala, da ga ne priporočam, vsaj na začetku, ker je prav, da se zavedaš čisto vsakega občutka, ki se v tebi dogaja, in čisto vsega zato, da boš čim bolj pozoren na to in da se na to navadiš. Prav tako pa, če daš preveč kreme ali lubrikanta, ki ima občutek omrtvičenja, je zelo možno, da ne boš čutila, če je že prišlo do raztrganine in da ne boš čutila bolečine. Zato obstajajo, ampak na začetku se mi zdi, da je prav, da se res navadimo na vse, kar se moramo navaditi. Drugi nasvet, oziroma drugi fact, dajmo tako reči, je, da je v anusu tanjše tkivo. Tako kot v nožnici je v anusu tanjše tkivo notri kot okoli njega in zato lahko pride do teh raztrganin oziroma krvavitev. Kot sem že omenila, to je nevarno, ker lahko pride do prenosa okužb in to ne samo spolno prenosljivih bolezni, kot smo že rekli, tudi ostalih. Dobro, torej, tudi če je naš partner zdrav, lahko preko teh majhnih raztrganin prenesemo kakšne druge bakterije, ki povzročajo bolezni. Torej, kako pa to vse skupaj zmanjšamo, če to tkivo tanjše in če smo že omenili te nevarnosti, s tem, da uporabimo veliko lubrikanta, da gremo zelo počasi in umirjeno, lahko pa nosimo tudi kondom. Zdaj spet pri kondomu, sicer te bo zavaroval pred marsičem, ampak moraš paziti, da ga lahko daš tistim lubrikantom, ki si ga izbral, ker ne grejo vsi kondomi z vsemi lubrikanti. Nekateri seksologi še priporočajo za to sprostitev in za to počasnost, da se uporabi grelni lubrikant, zato ker grelni lubrikant v bistvu naredi to, kar naredi vsa toplota, te sprosti. In dejansko ti tudi malo bolj prekrvavi območje in s tem poveča tvojo stimulacijo receptorjev užitka v anusu.
Kaj se še navezuje na to tanko tkivo in vse te raztrganine? Tretja stvar in to so nohti. Čeprav se sliši bizarno, če misliš roke imeti tam zraven nekje ali pa not, je zelo, zelo pomembno, da so tvoje roke čiste in da imaš urejene čiste nohte, ker če ne, lahko pri tankem tkivu zelo hitro pride do teh raztrganin. Četrta stvar, četrti nasvet je to, da je sprostitev res ključ. Poleg tega, da greš počasi in poleg tega, da je varnost tvoja prva prioriteta. Torej, anus ima mišice, ki se enostavno morajo sprostiti, zato da je penetracija udobna. To ni kot nožnica, oziroma je zelo podobno, tudi ona mora biti sproščena, ampak pri anusu je to še toliko bolj pomembno, zato ker kaj naredimo mi, ko smo prestrašeni, mišice skrčimo. In točno to se dogaja tudi z anusom. Zato je pomembno res, da si predtem zelo sproščen in da narediš karkoli je potrebno za to sprostitev. Če je to dolga predigra, v redu, če je to masaža, super, če je to topel tuš, topla kopel, ki te bo še bolj sprostila, odlično. Skratka, naredi vse, da bo tvoja zapiralka, tvoj sfinkter sproščen in da boš lahko v penetraciji užival oziroma uživala. Seveda zelo, zelo pomaga tudi to, da si zelo vzburjen, zato si za predigro vzami res toliko časa, kot misliš, da ga rabiš. Moj peti nasvet je higiena. Zakaj se hočem tukaj ustaviti? Zato, ker je higiena velikokrat največji pomislek, ko pride do analnega seksa. Zato, ker mislimo, da je umazano in da smrdi in da bo kaj prišlo ven, kar nočemo videti. Ampak tle bi rada dodala, da če se ne zavedaš, da je seks in da pri seksu lahko pride do neprijetnosti in umazani ali kakorkoli že in do izliva raznih tekočin, potem pač nehaj seksati. Pri vsakem seksu pride do nekih tekočin in tako dalje in če to sprejmemo povsod drugje, se pač treba zavedati, da je tudi tukaj seveda opcija za to. In če te to moti, potem sploh ne vem, katera oblika seksa ti je všeč. V glavnem, tukaj bi rada dodala, da še vseeno pri analnem seksu obstaja veliko načinov, za se na njega pripraviti, za poskrbeti na higieno. In tle bi dodala še, da za higieno je treba skrbeti tako pred analnim seksom, kot tudi po. Ker govorimo o higieni in o nekih občutkih sramu in da je to največji pomislek pri analnem seksu, bi tle dodala še, da je pri analnem seksu dejansko zelo možno, da bo prišlo do izpustov zraka. Ampak to niso prci, to je dejansko kot pri vulvi, pride, ker se zrak potisne not, pač pride ven. Tako da na vse to je treba pač imeti v glavi, da je vse to čisto normalno in naravno in da to ni nič umazanega in strašnega. Moj šesti nasvet je zdravje in to je moj zadnji nasvet. Če imaš kakršnokoli bolezen, ki je povezana z anusom ali rektumom, z analnim seksom obvezno počakaj z uporabo analnih igračk, kakorkoli že, najprej se pozdravi in potem nadaljuj z igricami, ko boš za to pripravljen. Ok, to so bili moji nasveti in zdaj gremo na to, kako se v bistvu vsega sploh lotiti. Zdaj, moj prvi nasvet je najprej poskusi vse sam oziroma sama. Analne igrice dodaj svoji rutini masturbacije, za punce oziroma osebe z vulvo. Analni čep lahko dejansko spremeni kot tvoje vulve. In kaj ni to top, da bi najprej to probala sama. Pri moških pa stimulacija prostate seveda prinaša totalno orgazmične užitke in ta orgazem prostate veliko moških opisuje kot nek orgazem celega telesa, kot nekaj popolnoma drugačnega. In zato je pač meni se zdi, ne bom rekla glupo, ampak ja, glupo, da pač tega ne bi hoteli probati zaradi takih in drugačnih pomislekov in ne vem, nekih tabujev, ki jih imamo v glavi. Zdaj, o masaži prostate vem, da bi lahko govorila še 500 ur, zato je to dejansko posebej epizoda in sicer to bo epizoda 11. Tako da, če te zanima stimulacija prostate, sem jo odločila, da ne bo tlele vsega preveč. Torej, moj prvi nasvet je probaj sam in moj drugi nasvet je tega ne delati, če si tega res ne želiš. In še posebej ne tega delati zato, da ugodiš nekomu drugemu. Torej, analni seks si moraš želeti ti iz tvojih razlogov in potem to skomunicirati s partnerjem. Dober uvod v vse skupaj, ali si sama, ali si s partnerjem, je analni trening. Torej, analni trening smo tudi že velikokrat omenili, ampak dajmo čisto na hitro še tukaj, da bo pač ta epizoda ena velika celota, da vam ni treba skakati na 15 različnih stvari. Analni trening ti pomaga, da se tvoj anus navadi na neko penetracijo oziroma na to, da je pač nekaj v njem.
Zdaj, analni trening, nekateri so zelo navdušeni in hočejo pač iti takoj na velike čepke in na penis in kakorkoli že, ampak naj vas le ustavim, zato ker tako kot verjetno špage zdaj ne moreš narediti, če se ne bi prej raztezal in vaditi, tudi v svoj anus ne moreš sprejeti ravno vsega, brez da ga na to pripraviš. In analni trening ni samo za začetek, analni trening dejansko lahko počneš tudi, ko želiš preiti na večje igračke oziroma na penis. In tukaj, še preden pridem do mitov, bi rada dodala, da se ne bati. Analni trening ne pušča dolgotrajnih posledic, zato ti za to ni treba skrbeti. To velja v bistvu za vse analne igrice, no, ne samo za analni seks. Kako in s čim sploh izvajam analni trening? Zdaj, najlažje je začeti s prsti, seveda z najlažjim in se potem premikati do večjih. Lahko ti pa pomaga tudi dilator. O dilatorju je naša Lucija posnela prav poseben video, to je v bistvu pripomoček, ki ga vstaviš v svoj anus in ga lahko dejansko povečuješ milimeter po milimeter, točno tako, kot tebi paše. Mogoče je to celo malo boljša izbira od analnih čepkov, ki imajo pač svojo fiksno velikost in je mogoče razlika med manjšim in srednjim tako velika, da bi ti bilo mogoče malček neugodno na začetku. Dilator pa res lahko vstaviš in nadzoruješ milimeter po milimeter. Ampak, ker sem že omenila analne čepke, so seveda to po moje najbolj klasičen pripomoček za analni trening. Torej, njihova oblika ti omogoča, da jih zelo lahko vstaviš in ker imajo pač širše dno, ti z njimi sploh ni treba skrbeti, da bi šli nekam, kjer jih nočeš. Če želiš preiti na penis, je najboljše, da si kupiš realistični dildo prej in če se hočeš pa samo malo igrati, ti priporočam analne kroglice, ki so za razliko od čepkov, ki jih daš not in jih pustiš na miru, narejene za to, da jih daš ven in not. Zdaj, analne kroglice sicer niso za noben analni trening, ampak ker sem še začela govoriti o pripomočkih in igračkah, sem jih čisto na hitro omenila. Zdaj, igračke spet se mi zdi, da imamo toliko ženih posnetkov o tem in da lahko tudi jaz, če vas zanima, naredim posebej epizodo o temu in gremo čez vse. Ampak ja, od vibrajočih čepkov do stimulatorjev prostate z vrtljivo glavo, skratka, igračke je res ogromno. O stimulatorjih prostate bom tudi govorila v epizodi 11, tako da mogoče tle ne bi izgubljala časa. Ampak v naši spletni trgovini pod kategorijo analno lahko vidiš vse, kar obstaja v najrazličnejših velikostih in tako dalje. Edina stvar, ki bi jo rada še povedala o analnih igračkah in pripomočkih, je ta, da je dejansko pri čepkih pomembna tudi teža, zato ker če kupiš pretežek čepek, ga boš teže zadržal v sebi. Torej, za začetnike priporočam nekaj lahkega in glavni kriterij pri izbiri analnih seks igračk naj bo to, da so narejeni iz telesu prijaznega materiala. Torej, neporoznih materialov, ki jih je lahko vzdrževati, kot so na primer silikon, kovina ali steklo. Gremo nazaj na analni trening, da ne zaidem preveč. Torej, rekla sem, da heroji niso narejeni čez noč in čisto vsak od nas mora vaditi za stvari, ki jih hočemo. Torej, začni počasi, zato da ne boš preskočil par korakov in si naredil slabo analno izkušnjo in potem čez nekaj časa, ko bi dejansko še enkrat, ko bi ti zapasal analni seks, se ne bi upal zaradi te slabe izkušnje. Tako da počasi. Tudi za ljudi, dejansko tukaj sem poslušala eno epizodo od dr. Emily, od Sex with Emily, ki jo vedno omenjam, kjer je rekla, da tudi če si imel preteklosti, slabo izkušnjo z analnim seksom, je dobro, da mu čez nekaj časa, če te spet zamika, daš še eno priložnost. Zato, ker lahko, da si bil pijan, pijana. Nič kolikokrat smo slišali zgodbe, ko je nekdo zgrešil luknjo in tako dalje in ti je to dalo črno luč na analni seks. Zato počasi, z glavo in pametjo, da se to ne zgodi in da si ne uničimo vseh užitkov, ki bi še lahko prišli. O analnem treningu nisem povedala samo še tega, kolikokrat trenirati. Zdaj, vse je odvisno od tvojega udobja, ampak preden preideš iz recimo manjšega čepka na večjega, se priporoča, da se trenira vsaj 5-krat na teden, 5 do 10 minut in vsaj 1 do 2 tedna ostati na isti velikosti. Ne glede na to, koliko je udobno, zato ker res lahko na prvi zgleda razlika med majhnim in srednjim čepkom zelo majhna, vendar občutek v tebi je lahko dosti bolj intenziven. In kako veš, da si pripravljen na večjo igračko? Ko res ne čutiš niti malo lagodja več, oziroma nelagodja več. Kaj pa položaji za analni trening, čisto tako kot pri analnem seksu? Jih je ogromno, treba je probati, kaj tebi paše in najbolj se priporočajo položaji, v katerih lahko ti nadzoruješ pritisk. Torej, recimo, mogoče, da počepneš na analni čep, zato ker si pač ti odgovoren za svoj pritisk oziroma najdeš položaj, ki ti je najbolj udoben.
Če ti je neprijetno, lahko tako pred analnim treningom kot pred analnim seksom seveda izpražniš črevesje in se tako nekako rešiš vseh tistih pomislekov o higieni. Zdaj lahko narediš tudi analni tuš. To je, ko s posebnim pripomočkom izprazniš svoj anus oziroma z vodo prazniš svoj anus, dokler voda, ki je v tebi, ne priteče ven čista. Če se na hitro ustavimo na temu analnemu tušu, torej, če te res ful skrbi za čistočo, ga lahko narediš. In to narediš s takim pripomočkom. Sliko bom dala gor, ki se mu reče analni tuš. V bistvu gre za bučko, ki jo napolniš s toplo vodo in res vedno samo toplo vodo, ne dajati nič drugega not. In vodo izpraznjuješ vase. Zdaj, kot boste videli, konice teh bučk so lahko različnih oblik, dolžin in širin. Za začetek priporočam, da zberete nekaj bolj ovalne oblike, zato ker bo vstavljanje lažje, ker nekateri so tako kot malo špičasti, kar na tankem tkivu, še posebej za te, ki še niste navajeni, boli. Če boste šli pogledati našo spletno trgovino, boste opazili tudi analne tuše, ki se dejansko pričvrstijo na tuš, ampak tega definitivno ne priporočam začetnikom, ker je pač vse skupaj težje nadzorovati. Torej, če pa nimaš časa narediti analnega tuša in imaš še vedno ful nekih pomislekov glede čistoče, ti priporočam, da se na hitro obrišeš z otroškimi robčki ali pa pač s toplo vodo. In če res rabiš, če te res moti, lahko zunaj uporabiš tudi nekaj blagega mila. Rada bi povedala še, da to notranje čiščenje se zgodi vedno samo na prvih nekaj centimetrih, ne pa na celotnem črevesju, tako da ne pretiravati, ustaviš ga malo, ne potiskaš ga ne vem kaj. In rada bi še povedala, da analni tuš dejansko ni priporočen, da bi ga delali prevečkrat. To pa zato, ker tako kot v vagini so tudi v anusu zelo dobre bakterije tudi not, ki pač naredimo točno kontraefekt, če jih prevečkrat izpiramo. Torej, analni tuš, smo že rekli, imaš tole bučko in sprazneš vodo vase. Vodo nekaj časa zadržiš v sebi in jo izpražniš v stranišče. Z analnim tuširanjem si v bistvu končal takrat, ko je voda, ki pride iz tebe čista. Po vsem tem ne pozabi pač teh pripomočkov tudi seveda dobro očistiti in posušiti. Še zadnji nasvet glede analnega tuša pa je ta, da ko končaš z analnim tuširanjem, je zelo mogoče, da bo še nekaj vode prihajalo iz tebe 30 minut ali pa celo 1 uro potem. Tako da res počakaj, da se izprazneš in potem si pripravljen. Ok, zdaj smo naredili analni tuš, se pripravljeni na čistočo in razumemo, kaj je treba in kaj ni treba. Zdaj pride korak, ko v analne igrice verjetno vstopi tudi druga oseba oziroma naš partner. Tukaj je moj ključni nasvet, ko se tega lotujete, da je pač vedno, kakor to vedno ponavljam, ključna komunikacija. Če ugotoviš, da si želiš analnega seksa, moraš to skomunicirati s svojim partnerjem, mu povedati, kaj si želiš in ugotoviti, kakšne so njegove želje in kaj se on misli o tem. Analni seks definitivno ni neko darilo, ki ga lahko daš ali vzameš kar tako, ampak res morata biti oba zato da bo to tako super, kot je lahko. Tukaj bi dodala še, da je res treba spoštovati našega partnerja tudi, če dejansko reče, da analnega seksa noče. Vsem ljudem niso všeč vse oblike seksa in to je čisto ok. Če se pa oba strinjata, seveda mogoče je najboljše začeti tako, da se pripravita z veliko predigre, oralni seks, masturbacijo, da si pokažeta, kaj sta že poskusila sama, kakorkoli že. O tem sem že prej govorila. Pripravi se, vzburi se, sprosti se tako, kot je tebi najlažje. Ne pozabiti na lubrikant in če vaju res skrbi, kakšen mora biti nered, lahko pod sebe postavita tudi brisačo. Rada bi poudarila še, da tako kot boste poskrbela za čistočo pred analnim seksom, res ne pozabite poskrbeti še za čistočo po analnem seksu. In jaz vem, da sem omenila analne orgazme in vem, da se vsi zavedamo, da obstajajo, ampak tako kot pri vseh oblikah seksa, naj nam orgazem ne bo glavni cilj, ker nas lahko totalno zmede in dejansko prepreči vse, kar počnemo. Tako da obstajajo, ampak naj vama to ni cilj, raziskujte en drugega in skupaj ugotavljajte, kaj vama paše. Naj bo to vajin glavni fokus. Kar se tiče različnih pozicij, sem že rekla, tako kot pri analnem treniranju, skupaj ugotovite, kaj vama paše. Jaz vam bom v opisu epizode pustila tudi eno povezavo do različnih poz, ampak najboljše poze bojo vedno tiste, da oseba, ki prejema analni seks, kjer ima oseba, ki prejema analni seks, neko kontrolo nad samim pritiskom, ker takrat bo imela tudi največ
neke samozavesti in najbolj bo zaupala vsemu skupaj. Ker so stene med nožnico in anusom zelo tanke, bo osebi z vulvo definitivno zelo všeč, če med analnim seksom stimuliraš tudi nožnico. Z analnim seksom dejansko lahko zelo dobro stimuliraš in zadaneš točko A, torej to je točka na delu notranjega dela klitorisa. Torej rekli smo, da klitoris je veliko več kot to, kar vidimo, samo tisti majhen košček navzven. In ker je ta stena med nožnico in anusom veliko tanjša, kot si verjetno predstavljaš, je ta del klitorisa zelo mogoče stimulirati prav z analnim seksom. In tukaj je fun fact, da je veliko žensk dejansko pričalo o tem, da jim analni seks zelo, zelo paše, medtem ko nosijo menstrualno skodelico, zato ker pač čutijo stimulacijo preko stene. Na konec dajmo še odgovoriti na najpogostejše vprašanje in razbiti nekaj mitov. Torej, najpogostejše vprašanje, ki se ljudem porajajo, ko razmišljajo o analnem seksu, je, koliko daleč lahko grem. Zdaj, poprečen erektus naj bi bil dolg približno 12 cm, ampak obstajajo tudi tisti, ki si upajo še več, grejo še dlje in raziskujejo, kam lahko pridejo. Ampak seveda to je za bolj izkušene. Drugo vprašanje, ki se ljudje sprašujejo in je v bistvu tudi velik mit, je, ali boli. Zdaj, kot sem povedala že pri oralnem seksu in kot sem povedala že 1000-krat, stimulacije oziroma in občutki so dosti drugačni od ostalih in zato so mogoče na začetku lahko malce neprijetne, dokler se na njih ne navadiš in to je ok. Ampak nikoli ne sme boleti. Če čutiš bolečino, moraš prenehati s čimerkoli počneš, ker verjetno delaš nekaj narobe. Tretje vprašanje je, ali je normalno, če krvavim. Dejansko zdravniki na to vprašanje odgovarjajo tako, da po prvem ali drugem poskusu, če pride do manjših krvavitev, je verjetno to še vse ok. Če pa pride do večjega krvavljenja, ali se to ponavlja večkrat, ali je to neprekinjena krvavitev, potem moraš takoj nehati in obiskati zdravnika, ker je verjetno nekaj narobe. Četrto vprašanje, to sem že nekako prej razbila, je, ali bom po oralnem seksu težje zadrževala blato. To je samo mit, kot sem že rekla, vse mišice so elastične in se povrnejo v navadno stanje. Peto vprašanje je, ali lahko menjam penetracijo iz anusa v vagino. Tukaj je odgovor strogo ne, ravno zaradi prenosa teh bakterij. In tukaj bi rada poudarila tudi, da če pri analnem seksu nosiš kondom, preden se odločiš za vaginalno penetracijo, moraš kondom zamenjati. Tudi če si uporabljala igračke, jih moraš dobro čistiti, preden greš iz anusa nazaj v vagino. In za konec še samo nekaj mitov. Prvi mit. Analni seks je všeč samo homoseksualcem. Tega bi rada razbila, saj v njem uživajo vsi ljudje z anusom. Kot sem že povedala, in osebe z vulvo in osebe s penisom imajo od njega veliko prednosti, ne glede na to, ali je to G-točka in stimulacija prostate, ali so to tanke stene, ali so to analni orgazmi. Vsem paše, vsi imamo te živčne končice, za vse je to vir užitka, zato to definitivno in nikakor ni povezano z našo spolno usmerjenostjo. Mit 2. Pri analnem seksu ni možno zanositi. To v bistvu res je, da je možnost veliko manjša kot na primer pri vaginalnem seksu, ampak še vedno ta opcija ni definitivno izključena. To pa zato, ker pač vedno, ko je penis blizu nožnice, ta možnost ostaja. Lahko se seme nekako pač znajde v nožnici in to potem privede do zanositve. Tako da je manjša možnost, ampak ni popolnoma izključena. 3. Analni seks lahko izvajajo samo osebe s penisom. Tudi ljudje brez penisa lahko izvajajo analni seks tako, da izvajajo pegging. 4. mit. Vsi anusi izgledajo enako, mora biti rozasti, brez dlak in tako dalje. To je zmota, o tem sem tudi že govorila v eni epizodi. To so pač neki standardi, to verjetno velikokrat vidimo v filmih, ampak definitivno temu ni tako. Če te še vedno moti izgled tvojega anusa in je to tvoj edini razlog, zakaj se analnemu seksu izogibaš, te lahko potolažim, da je na trgu res veliko izdelkov, s katerimi lahko pobeliš svoj anus, odstraniš dlake in tako dalje. Tukaj bi rada poudarila samo, da če se za to odločiš, tega ne delati takoj pred penetracijo, ker lahko malček poškoduješ kožo, in tega res ne delati samo zato, da dosežeš neke standarde, ki misliš, da zares obstajajo, ampak to počni res, če si samo ti iz kakšnega drugega razloga to želiš.
Ker sem omenila pri pegging, bi rada samo ful na hitro pač povedala, kaj je to, mogoče za koga, ki še ne ve. Torej, to je, ko oseba z vulvo, največkrat se tako definira, s strap-onom pega osebo s penisom. Ampak tle bi jaz dodala, da lahko katerikoli spol izvaja pegging nad katerikolim spolom. Kot sem že povedala, zakaj bi to delal? Zaradi prostate, G-točke in zato, ker je pač zabavno. Zdaj, še da povem, kako pegging postaja bolj popularen oziroma bolj sprejet in se ga poslužuje vedno več ljudi. Od leta 2020 se je prodaja strap-onov povečala za kar 200%. Torej, to, da analni seks več ni toliko stigmatiziran in da smo vsi ugotovili, da imamo v anusu pač lahko tudi užitek, od takrat vidim, da veliko več ljudi posega po temu, kar nam gre res dobro. Zakaj je pegging zanimiv in zakaj se ga kdo poslužuje? Torej, poleg tega, da pride do užitkov, je tudi zato, ker tukaj pride do neke izmenjave vlog. Torej, različno je, kdo zdaj prijema in kdo dobiva in kdo je mogoče malce nadrejen in kdo je v malce podrejenem položaju. In naj tudi tukaj dodam, da pegging, če si ga želiš in si moški, definitivno ne pomeni, da si istospolno usmerjen ali karkoli drugega, pomeni samo, da veš, da so tam skriti užitki in da jih seveda, kot je normalno in pač kot bi naredili vsi, da jih loviš. In pegging ti užitka lahko nudi res veliko. In zato se je o teh stvareh, recimo, da pomisliš, da to hočeš, treba pogovarjati iskreno, predstaviti vse vidike in najboljše se pogovarjati v nevtralnem okolju, torej izven spalnice. Če zaključim, če se oba partnerja strinjata in če si oba partnerja to želita zaradi sebe in zato, da odkrijeta svoje užitke v anusu, je lahko analni seks res en vir popolnoma drugačnih užitkov, orgazmov in tudi analni seks je lahko romantičen, čeprav ga stigmatiziramo kot nekaj umazanega, bolečega, kakorkoli že. Če je tvoja varnost tvoja prioriteta in če znaš iti počasi, pri analnem seksu res ne bo prišlo do večjih težav. In še mogoče res še enkrat zadnjič, osredotoči se na užitke, ne orgazme, naj ti ne bo to glavni cilj. In ne pozabiti, da če ti kdo reče ne, vse oblike seksa enostavno niso za vse. In to je čisto okej. Evo, to je to, kar sem hotela povedati v verjetno prvi epizodi o analnem seksu. Če te še karkoli zanima ali bi rad slišala kaj več, napiši nam komentar. Če bi rad kakšen dodaten vir, prav tako. Če ne, se pa vidimo v epizodi 11, kjer bom govorila o stimulaciji prostate. Čau, čau, čau!